Boriš se ves čas sam s sabo v glavi, zdaj, da si vrhunski, da si povprečen, da si slab. Je pa se lažje boriti, ko ti nekaj uspeva in dobivaš potrditve v življenju. Ko ti pa ne gre, se boriš, vprašaš se, a si še dober, a nisi dosti dober, a se še splača sploh vztrajati. Ampak na srečo ti tudi šport da hitro tudi zadovoljstvo nazaj, že samo en skok je tisti, ki ti reče, splača se delati cel let za ta en skok. Lepo pozdravljeni v podkastu Dobra stran športa, ki ga podpira Argeta. Sem Andreja Holsedel, športna psihologinja. Z zanimivimi gosti iz sveta športa bom govorila o samozavesti v športu. V tokratni epizodi bomo govorili o vplivu družbenega pritiska na samozavest in uspešnost. S svojim obiskom nas bo v studiu razveselil Peter Prevc, družbo pa mi bo delal tudi antropolog dr. Dan Podjed. Pa gremo! Moja zgodba. Peter Prevc, dobrodošel. Res mi je v čast, da si danes tukaj. Za ta bo ena najuspešnejših zgodb slovenskega športa. Vrhunski rezultati, globus, zmage, pa tudi obdobja, ko si moral znova najti sam sebe. Ob vsem tem pa si ostal zgled mirnosti, spoštovanja in skromnosti. Tlakoval si pot ne samo svojim sorojencem, ki nas navdušujejo v tem trenutku, temveč večjim generacijam mladih skakalk in skakalcev. Povej mi, kako si danes in kako danes gledaš na celo svojo športno pot. Danes sem predvsem zadovoljen s tem, kar se mi je do zdaj v življenju zgodilo. Res je, da je bila ta pot, na srečo ni bila preveč enostavna, ker nam življenje s tem daje šolo za naprej, in sem nekako vesel, da sem lahko tudi navdušil ljudi okrog sebe, ker to je nekako namen športa, da šport ne navdihuje samo tistega, ki se z njim ukvarja, ampak da s tem tudi po možnosti ustvariš gibanje v družbi in da to gibanje prinaša zdravje ljudem. Ko športnik doseže vrhunske rezultate, pa to prinese za sabo tudi veliko pričakovanj. Ne samo lastnih pričakovanj, ampak tudi pričakovanj drugih. Kako si ti prenašal in se soočal s temi pričakovanji, ko si bil na vrhu? A se morda spomniš, kdaj si prvič zares začutil ta pritisk? Se mi zdi, da prvič sem ta pritisk dobil leta 2017, svetovno prvenstvo Lahti. Do sezone 2016 so bila sicer pričakovanja velika, ampak sem jih tudi uspešno izpolnjeval, tako do sebe kot do drugih. Pa je bila pa tista sezona iz vrhunske šla v dobro, ne v slabo, ampak zdaj bom rekel v dobro, takrat sem mislil, da je slaba. In seveda prideš na svetovno prvenstvo, globoko vse veš, da si sposoben še zmeraj biti med prvimi tremi. In zaradi tega to od sebe pričakuješ, hkrati pa tudi drugi, ki si jih, vsa javnost, ki si jih prej 5 let razveseljeval, pričakuje oziroma verjame, kar je še zmeraj dobro, da vsi še zmeraj verjamejo, da lahko prideš na stopničke, ampak s tem, ko pa nimaš ti potrditve prej cele sezone, je pa pač težje iti na tekmo. In ne bom rekel, da so me pričakovanja pokopala, ampak predvsem ta zahtevnost vrhunskih rezultatov, ko pol nisi več zadovoljen z 8. mestom, ampak pričakuješ od sebe več, in kar ni narobe, ker se mi zdi, da če hočeš v športu res uspeti, moraš biti zelo zahteven do sebe, ampak si tudi oprostiti napake. In takrat je verjetno tvoja samozavest kar malo upadla. A se spomniš, si se moral takrat boriti ne samo sam s sabo na skakalnici, ampak predvsem sam s sabo v glavi? Boriš se ves čas sam s sabo v glavi, zdaj, da si vrhunski, da si povprečen, da si slab. Je pa se lažje boriti, ko ti nekaj uspeva in dobivaš potrditve v življenju. Ko ti pa ne gre, se boriš, vprašaš se,
a si še dober, a nisi dosti dober, a se še splača sploh vztrajati. Ampak na srečo ti tudi šport da hitro tudi zadovoljstvo nazaj, že samo en skok je tisti, ki ti reče, splača se delati cel let za ta en skok. Samopodoba se mi pa zdi, da mi ni preveč padla, mogoče bolj neko zaupanje vase, da sem sposoben takrat, ko šteje, prikazati, kar najbolj znam. Zdi se mi zelo pomembno, da mladi športniki slišijo ravno to, kar si zdaj opisal, torej da tudi vrhunski športniki, kot si ti, imajo dvome, imajo vprašanja, se sprašujejo, a ima to smisel, a bo kdaj bolje, a ne, ampak kljub temu, ali pa ravno zaradi tega gredo naprej in se še trudijo in še se borijo naprej. Ja, jaz imam eno tako zelo mogoče vzvišeno ali pa neprijazno mnenje o športnikih, tudi kot sebi. Če vztrajaš in če delaš, pa če nisi poškodovan, ti bo v 10 letih sigurno rata. Ker vložiti toliko enega truda, toliko enih misli, in ko začneš živeti za šport, pol ni vraga, da ti ne bo uspelo. Super, torej samo 10 let. Ja, no, ali pa 15, saj, ampak bom rekel 10 let res trdega dela, se pa večinoma delajo razlike v srednji šoli, ko se je tudi meni takrat življenje nekako začelo zelo hitrejše vrteti, precej hitrejše vrteti. V šoli se poveča intenzivnost, bom rekel, obseg vsega, kar moraš narediti. Družiti se začneš z vrstniki izven družine, kar, bom rekel, marsikomu lahko tudi zmeša glavo. In pa v športu se je tudi treba odločiti, ali boš zagrizel zares, ali se boš samo rekreativno ukvarjal s tem. In ko te odločitve nekako sprejmeš, se meni zdi, da težko delaš vse 3 stvari: šola, vrstniki, šport, se je treba pač res za 2 odločiti. Tudi zdi se mi, da kar sem jaz imel sošolcev, kdor je vse 3 delal, ni bil pri nobeni zelo dober. Tako žal je v življenju. Saj tudi mislim, da zdaj, ko si starejši, je pa ta trikotnik družina, rekreacija, služba, in se tudi ves čas nekaj vagaš, komu boš posvetil Malo več več časa. pozornosti in Ja. kje malo manj. Peter, če se vrneva samo še na kratko malo nazaj v tvojo kariero. Prej sva se pogovarjala o tem, kako teče tisti notranji monolog športnika, komu gre pa komu ne gre. Mene zelo zanima takrat, ko si se znašel v tem obdobju, ko si rekel, da zdaj, ko gledaš za nazaj, je bilo dobro obdobje, ni bilo slabo, ampak takrat nisi mislil tako. Kaj si ti takrat sam pri sebi govoril? A si te, ne morem reči neuspehe, ampak slabše rezultate glede na to, kar si bil ti sposoben, a si to pripisoval sebi, se pravi, jaz sem kriv ali pa odgovoren, to je od mene odvisno, ali si našel neke druge razloge, morda izven sebe, ki so temu botrovali? V prvi vrsti sem krivil sebe, kar mogoče ni bilo ves čas vedno res, ampak jaz sem bil zmeraj tak, če nisem jaz 100% naredil, ali pa opravil tako, kot znam, nisem iskal zunanjih vzrokov več. Sem rekel, lahko sem dobil slab veter, ampak če jaz nisem imel 100% skoka, sem rekel, ko bom jaz super skočil, pol se bomo pa na slab veter zgovarjali. Je bilo zaradi tega sigurno kdaj težje, ker si pač vso odgovornost sem prenesel nase, ampak s tem sem jaz gor zrasel, s tem sem živel, s tem še zdaj živim. Mogoče se zdaj večkrat nekako sam sebi opravičim, potolažim, da naredim, kar lahko, in na vse stvari pa človek nima več vpliva. In tanka je ta meja med tem, da pretirano obtožujemo sami sebe in da nekako zdravo prevzamemo odgovornost za svoje dejanja, vedenja oziroma za svoj skok. Kako najti to mejo oziroma kaj bi ti svetoval nekomu mlademu? Vem, da je to težko vprašanje, vem, da morda tudi ti nimaš odgovora na to, ampak vseeno, kako vedeti, da pretiravam, da nisem pa vse jaz odgovoren? Kako vedeti, kje je ta meja?
po drugi strani pa ne pretirano iskati krivce v nekom drugem ali pa v nečem drugem. Ja, v bistvu treba je biti iskren do sebe. Zdaj, če sem jaz vedel, da sem na tekmo prišel spočiti, da sem cel let treniral, da sem vložil vse v pogovor s trenerjem, da sem vložil v, ne vem, opremo, da imam čisto opremo, kot sem rekel, da sem spočit in da sem prišel na tekmo, pa da sem zafrknil, ali pa ne vem, je bil slab veter, pa pogledaš nazaj, rečeš, vse, kar sem lahko, sem naredil, zgodila se mi je napaka. Zdaj pa, če se pa jaz s trenerjem skregam, če pridem nenaspan na tekmo, če nisem redno hodil na treninge, pa se mi zgodi napaka in pol obtožujem za to napako drugega, veter, opremo, gor dol, takrat se pa po moje boljše ali pa imeti nekoga, ki ti pove, takrat nisi hodil spat, takrat nisi hodil na treninge in to takrat, mislim, da je treba biti iskren in ima mogoče angleščina še boljši izraz, ne samo, da vzameš responsibility, ampak da imaš accountability, da se zaneseš in res prevzameš neko močnejšo odgovornost do svojih dejanj. Peter, kaj pa mišljenje drugih ljudi? Športniki ste praviloma prisotni vedno bolj na družabnih omrežjih in navijači vas lahko spremljajo praktično vsak dan na treningih, na tekmah. A si ti bral komentarje? In če si jih, kako si znal pustiti nekaj, ne vzeti k sebi, k srcu? Kako si znal presoditi, kaj je tisto, kar ti koristi in kaj je tisto, kar ni prav, da vzameš k sebi? Ja, jaz sem še v narekovajih z dinozavrske dobe na socialnih omrežjih. Ko še niso bila, mislim, ko je bil še malo več spoštovanja uporabnikov, ni še vsak kupil vsega napisati, kar mu je tisti trenutek prišlo na misel, in bom rekel, sem tudi glede vseh komentarjev zelo dobro čez prišel. Komentarje sem bral, ampak zelo tako kot malo oglase, recimo. V časopisu sem preletel, mogoče se kje zadržal, ampak ni to, ne vem, imel sem to sposobnost, da nisem tega nosil s sabo po svetu, da bi prišel na trening pa rekel, si videl, kaj je napisal. Se mi pa tudi zdi, da so socialna omrežja zdaj postala zelo močno orodje športnikom, včasih tudi orožje. Kako komunicirati svetu. Zdaj marsikakšen velik športnik, mu je to več kot pa recimo novinarska konferenca, lahko preko teh socialnih omrežij veliko sporoči in ima, bom rekel, še več kontrole nad svojo javno podobo, in se mi zdi, da je treba v to smer obrniti ta orodja, ne v to, da so grožnja, ampak kako to izkoristiti v dobro. Predvsem je pa najbolj pomembno, kar je verjetno tudi Sara Isakovič povedala, da se vsi čim bolj poskušamo oddaljiti od vseh teh kratkih videov, ki nam počasi požirajo možgane. Res je, se strinjam. In težko je športniku ostati v tem svojem mehurčku, popolnoma skoncentriran na šport, na tekmo, na trening, če je seveda športnik taka javna osebnost, ki je neprestano na ogled drugim. In to nekako seveda tudi lahko zbija samozavest, sploh v obdobjih, ko tudi ti veš, da smo malo bolj ranljivi, a ne, ko nam ne gre tako, kot smo si mi želeli, in smo tudi potem bolj občutljivi za komentarje in kritike drugih. Imaš morda kak nasvet, kaj narediti v tem trenutku? Ti si rekel, nisem imel pretiranih težav, morda pa mladi, ki sedaj odraščajo, imajo več težav z negativnimi komentarji. Kaj narediti, kako postaviti mejo? Zbrisati omrežja, reči, ne rabim tega, ali obstaja tudi kakšen drug način, da izkoristimo tudi pozitivne strani tega, kot si lepo omenil? Ja, Anžela Nišek je recimo po Pekingu dal vsa omrežja stran. Je zbrisal vse aplikacije s telefonov dol in mislim, da je samo še
najbližjim rekel, da lahko zdaj oni ne objavljajo in upravljajo s tem, jim je to zaupal in si je pač s tem, bom rekel, eno obveznost odložil s hrbta. Je težko, predvsem športnikom, ki prihaja, navajeni smo svetu, kjer hočemo hitre potrditve, kjer hočemo, da se opazi takoj nek napredek, pa da nas zunanji ljudje potrdijo, iščemo zunanje potrditve in smo težko ostanemo zadovoljni sami s sabo in s tem, kar delamo. Zato bi jaz predvsem vsakemu, sploh ni treba, da je športnik, nekako svetoval, da naj najde zadevo, stvar, ki jo ima rad in jo začne živeti. In naj se ne ozira preveč na svet, ker nam bo vsak teden dal z neko novo trendom, kaj naj bi bilo bolje. Ok, torej zares pomisliti, kaj imamo radi, kaj je nam pomembno in se ne toliko obremenjevati in koncentrirati na to, kaj drugi pravijo, da je pomembno, vredno in kaj moramo imeti in kaj moramo doživeti. Ja, ljudje smo različni. Nismo vsi za vse, tako kot nismo vsi za vodilne v velikih podjetjih. Tudi, ne vem, nismo vsi za gozdarje, nismo vsi za športnike. In zato se moramo najti, ker ima vsak eno svojo vlogo. In ko delaš tisto, kar imaš rad, tudi najbolj živiš. Peter, kje si se ti našel? Kaj ti zdaj počneš, če nisi več športnik? Kaj je tvoja druga kariera in a si v njej samozavesten? Moja druga kariera je še zmeraj zelo povezana s smučarskimi skoki. Zdaj trenutno sem, bom rekel, zadolžen nekako za razvoj opreme pri smučarskih skakalcih, prenos informacij na mlade, kar, bom rekel, se da še zelo izpopolniti in izboljšati. Po drugi strani tudi sem nekako speaker po podjetjih, obiskujem podjetja in jim, bom rekel, predavam, govorim, kaj se mi je v življenju zgodilo in kaj sem se od tega probal naučiti. Tudi v Žirovnici smo s švedskimi partnerji odprli vetrovnik. Tako da stvari je veliko in, bom rekel, mogoče še kdaj iščem ta pravo iskrico, ki me bo popeljala v drugo kariero. Torej še vedno zelo pestro. Še celo več stvari, kot si imel, ko si pa bil še v smučarskih skokih. Rekel si, da skušaš svoje znanje prenašati naprej. Kaj so tista ključna sporočila, ki pa jih želiš dajati mladim športnikom in bi jih tudi zdaj, ko imaš to priložnost, v tem podcastu lahko delil? V bistvu ni nič takega, kar ne bi že danes povedal. Se mi zdi, da naj probajo mladi čim več stvari, ne se držati tistega, kar je trend, ampak kar ti je pri srcu. In pa vztrajnost, ko se za to najdeš, je treba tudi kdaj, ko se ti ne da stvari narediti, ko si že navličen. Ko si že navličen delanja stvari, je treba še zdržati, ker se mi zdi, da so ti trenutki, ki ločijo povprečnega od vrhunskega, je, da pravijo Američani, da narediš extra mile. In jaz sem imel obdobje, ko sem na treningih delal eno ponovitev več, prišel za nalašč, sem 5 minut prej prišel na trening, ker zame, če sem bil 10 do ure tam, sem bil že pozen, ker sem rekel zmeraj, da se je treba pred treningom pripraviti, pogovoriti, in ko je ura, da se trening začne, se dela. In so take malenkosti, ki ti na 10-15 let, kot sem rekel, da se tega toliko nabere, da ni vrag, da ne bi odstopil od drugih. Super zaključek najinega pogovora. Peter, hvala, da si bil moj gost. Hvala, malenkost. Drugo mnenje. Neuspehi so del
vsak dan, ne samo v športu, ampak tudi v poslovnem svetu, v šolah, povsod, kjerkoli pogledamo. In pač pristopov je več različnih. Kakorkoli največ se učimo iz napak in ponavadi je najboljše, da takrat, ko pride do neuspeha, da znamo pogledati sami vase, se začutiti, pogledati, zakaj je do tega prišlo in takrat narediti korak naprej. In tisti, ki so res močni, lahko, večina iz neuspehov se res lahko ogromno naučimo. Ponavadi se iz zmag ne naučiš veliko. Z neuspehi se je potrebno soočati čim bolj na podlagi lastne notranje neke vrednosti in stabilnosti, notranjih veščin, ki jih gojimo, da smo na ta način čim bolj odvisni od sebe in čim manj od nekih okoljskih dejavnosti. Je pa to seveda izjemno težko dosegljivo stanje, ker smo vsi ranljivi in vsi smo krvavi pod kožo in seveda se nas neuspehi dotaknejo. Drugo mnenje. Dan podjet, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Zdi se, da brez digitalnih medijev več ne zmoremo, ne znamo, pa tudi nočemo. Kakšne posledice pa ima vsa ta izpostavljenost vplivnežev, ne samo športnikov? No, saj ne samo športniki, pa vplivneži, tudi mi smo skoraj vsak dan večji del budnega dne že pred zasloni. Odrasli skoraj polovico budnega časa preživimo pred zasloni televizorjev, računalnikov in seveda telefonov. In prav telefoni so že pred nekaj leti postali tisti glavni zasloni, v katere gledamo dobesedno od jutra do večera. Zaslona telefona se dotaknemo 2617krat dnevno, ko tipkamo, ko podrsujemo po zaslonu. Odpremo ga, odklenemo, kot pravimo, 144krat dnevno, samo da pogledamo, kaj je na drugi strani. In zelo verjetno je tole stvar, ki ste jo prvo zjutraj vzeli tudi vi mogoče v roke. Takoj po prebujanju, 69% se nas dotakne zaslona telefona v prvih 5 minutah po prebujanju in je zadnje, kar odložimo ob postelji. In to niso samo zasloni, temveč na nek način delujejo tudi kot ogledala, ki preobražajo našo podobo in nas izkrivljajo. Na nek način izkrivljajo našo podobo in tudi to je deloma povezano s trendi, ki jih opisuje Jonathan Haidt v knjigi Tesnobna generacija, s pojavi, kot so anksioznost, samopoškodovanje, samomorilnost, depresije in drugi zaskrbljujoči pojavi, ki se zelo očitno vzpenjajo strmo v generaciji Z, to je tisti rojeni med letoma 1997 in 2012, in tej porasti v tej starostni skupini sledimo v zadnjih 20 letih. Prevoj krivulje pa se zelo očitno zgodi med letoma 2010 in 2015. Kaj se je zgodilo takrat? Ja, mladim smo dali telefone v roke, da bi bili bolj na varnem. Pa so res? In o tem se moramo pogovarjati in se tudi več pogovarjamo. Na srečo, tudi lani smo dosegli omejitev uporabe telefonov v šolah, kar je zdaj vpisano celo v zakon o šoli. In letos se bomo pogovarjali verjetno še več o omrežjih, kako jih na smiselen način omejiti in kdaj dati mladim tovrstne naprave v roke. In ko objavljamo na družbenih medijih, vsi ljudje, seveda tudi mladi športniki in vrhunski športniki, objavljamo stvari, ki so lepe, prijetne, zabavne, zanimive. In s tem nekako ustvarjamo eno tako lažno, filtrirano realnost, kaj v bistvu sploh smo in kako izgleda naše življenje. Kakšen vpliv pa ima to na mlade, ki to spremljajo nekritično in o sebi potem razmišljajo skozi to prizmo? No, saj to je tisto ukrivljeno ogledalo. Tudi jaz lahko zdajle naredim recimo to, čemur pravimo selfie, torej fotografijo samega sebe, zdaj se bom jaz takole nasmehnil, se fotografiral, to je zdaj moj selfie. Mislim, tu sem kar grozen, moram priznati, ampak ne vam pokažem. Tega ne bi objavili? Ne bi ga, saj to ni problem niti, ker bom dal beautifier, polepševalnik na 9 recimo in potem bom videti bistveno bolje kot na tej fotografiji. In to je tisto ukrivljeno ogledalo. Pač objavljamo najboljše od najboljšega, najboljše fotografije sebe, ne delimo dejansko svoje dejanske realnosti.
Ker če bi vse to delili, kar se nam dogaja čez dan, bi bilo vse skupaj videti po omrežjih precej bedno in klavrno. Delimo najboljše, ne, in največje dosežke, zmage, uspehe, in potem pa gledaš takole po ekranu, recimo na Instagram, in tvoji sošolci, tvoji vrstniki doživljajo vse te uspehe, ti pa ta čas, ne vem, ždiš v svoji čumnati in ni nič od tebe in iz tebe. In na ta način se izkrivlja podoba realnosti. Kaj bi priporočali mladim, ki se znajdejo, tako kot pravite, v svoji čumnati in razmišljajo, kako gre njim slabo, drugim pa tako dobro? Kaj naj naredijo? Ja, za začetek res naj se ne dotaknejo za dobro jutro telefona, ampak naj bo mogoče živo bitje tisto, kar objamejo zjutraj, se dotaknejo zjutraj, in živo bitje tudi zadnje, česar se dotaknejo pred spanjem. Ali pa knjiga, no, to še priporočam, zato ker se mi zdi, da je tudi knjiga tisto, kar nas pa spet popelje v nekaj, čemur bi lahko upravičeno rekli virtualni svetovi, in ti so pa dejansko tisto, kar nastaja v naši glavi, kar nam polepša vsakdanjik, in tudi s knjigo v roki bolje zaspimo. Tudi zadnje čase, kadar primem knjigo v roke, zelo hitro zaspim. S telefonom pa ne. Telefon je pa nekaj, kar nas vznemirja, kjer si ogledujemo kratke posnetke, tako imenovane reelse, podrsujemo od podobe do podobe, in kot sledim temu, kar počnejo mladi zdaj, si dajo recimo še na TikToku posnetke na dvojno hitrost, zato da si dvakrat hitreje ogledajo te vsebine, da dobijo tisto hitro dozo dopamina, ki jo, ne vem, če jo potrebujemo, ampak si je pa želimo. Tako da, kar priporočam, je manj zaslonov, več pogledov v oči, več stika z dejansko realnostjo. In seveda, pač tudi sam govorim, vse to, kar vam govorim kot infoholik. Pač jaz sem oseba, ki je večkrat v življenju pregloboko pogledala v zaslone, že tam v osnovni šoli s prvim računalnikom ZX Spectrum, ki sem ga dobil, oziroma so mi ga starši pretihotapili iz Italije, ker takrat jih niste mogli kupiti v Sloveniji oziroma tedanji Jugoslaviji. Že takrat sem padel prvič v zaslone. Potem na začetku študija, ko so mi kupili nov računalnik, PC, zato da bo naš sin bolj digitalno pismen, sem spet padel v ekrane prek IRC-a, Internet Relay Chata, nekega orodja za komuniciranje, predpotopnega Twitterja recimo, in tudi v igro Civilization, in potem tam preživel ure v tistem virtualnem svetu. No, zdaj imam pa ves čas s sabo to napravo, prisrčnico, ki jo nosim takole v žepu, in potem iz nje srkam podatke, kjerkoli, kadarkoli je z mano. Tako da moram samega sebe ves čas omejevati. Čigava naloga pa to pravzaprav sploh je? Se pravi, čeprav razumem odgovornost vsakega posameznika, da sam sebe omejuje, ampak pri mladih na to seveda ne moremo računati. A mislite, da lahko to breme omejevanja naložimo samo staršem, ali lahko in bi morali za to tudi sistemsko poskrbeti? Absolutno sistemsko. Najprej bi morali omejiti proizvajalce tovrstnih vsebin, tiste, ki pletejo omrežja, v katera smo se tudi sami ujeli, ker pač njihov poslovni interes je, da mladi čim prej primejo tovrstne naprave v roke in se čim prej priključijo Snapchatu, TikToku in Instagramu. Hkrati pa so oni tisti, ki svojim otrokom ne pustijo uporabljati niti pametnih telefonov, niti jim ne dovolijo se priključiti na omrežja do 16. leta. Zakaj ne? Ja, že vejo, zakaj ne. Se tudi razpečevalec droge ne bo dal svojemu otroku v roke vrečico s kokainom pa rekel, glej, zdaj pa po pameti, črtico zjutraj, črtico opoldne, črtico popoldne, temveč jih skušajo čim dlje držati stran od tovrstnih vsebin. Ampak na Kitajskem, zanimivo, ker nastaja TikTok. Kitajski TikTok ni enak kot TikTok, ki ga uporabljamo pri nas. Kitajski TikTok, mislim, da se mu reče Douyin, je bolj vzgojen, vsebine so bolj filtrirane, čistejše. To, kar dobimo mi, pa je tisto, kar gre za izvoz. In tudi na Kitajskem, pa ne zagovarjam kitajskega modela, no, avtoritarnega, ampak vseeno kitajska država dovoli mladim do 16. leta uporabljati telefone uro dnevno, od 16. do 18. pa 2 uri dnevno.
ko ste me vprašali, kdo naj omejuje. In hvala, da ste uporabili besedo omejuje, zato ker mislim, da je problem, če govorimo o prepovedi, ker tisto, kar je prepovedano, postane pogosto še bolj privlačno. Omejujemo se lahko sami, ampak otroku, staremu, 9 let, ki mu damo telefon v roke, pa mu rečemo, zdaj ga pa uporablji samo uro dnevno ali pa 2 uri dnevno, sam tega ne more doseči. In zato moramo tudi seveda starši postaviti neke omejitve, ki so lahko digitalne omejitve. Predvsem pa priporočam, da otroku ne damo telefona, pametnega telefona do 14. leta v last, da ga uporablja za karkoli. Zakaj? Zato, ker ga prej ne potrebuje. In se vem, da so to težki pogovori potem doma. Tudi naš najmlajši je prišel ravno prejšnji teden mi povedati, da zdaj imajo pa že vsi, razen on, v razredu telefon. To je sicer mi že rekel pred 2 letoma, ampak takrat ga niso imeli vsi pametnega telefona. In sva se spet pogajala o tej temi in sva dosegla konsenz skupaj, da do 14. leta pač pametnega telefona ne bo imel, zato ker ga ne potrebuje. Ampak se on ga dejansko ne potrebuje. Mi ga potrebujemo starši. Zakaj? Zato, ker s tovrstnimi napravami nenehno nadziramo svoje potomce. Lahko jim nastavimo digitalnega električnega pastirja v radiusu 500 metrov okrog doma in jih sledimo potem prek aplikacije Live 360. In če prestopi neko varno mejo, dobimo mi potisno obvestilo. Tako da v bistvu gre bolj za našo varnost, kot pa oziroma dobro počutje, kot pa za varnost našega potomca. Tako da jaz mislim, da bi se morali tudi starši malce zamisliti nad sabo in pa predvsem se pogledati sami ne v zaslon, ampak, prav v zaslon, no, hotel sem reči v ogledalo, ampak še bolje, naj se pogledajo starši, pogledamo v zaslon, svoj zaslonski čas, in če je ta večji od našega potomca, se moramo zamisliti, pa koga bi morali pravzaprav zdaj najprej omejiti. Tako da zato tudi sam uporabljam kup, ker sem infoholik in se tega zavedam, hitro padem v zaslone, kup aplikacij, ki mi pomagajo odklopiti se od zaslonov. Sam sebi sem namestil starševski nadzor. Prek aplikacije BlockSite, potem ženi dal šifro in rekel, nikakor mi je ne razkri. BlockSite mi omogoči oziroma mi onemogoči dostop do Facebooka, Instagrama in drugih omrežij. No, ampak potem mi je izdala to šifro, ne? In potem sem si moral namestiti drugo aplikacijo, Freedom, tako da imam zdaj samo še 3 okna priložnosti, ko pogledam na omrežja, kaj se tam dogaja, na računalniku. Ker z telefona sem si pa prav prejšnji teden spet zbrisal dostop do Facebooka, Instagrama in LinkedIna. Zakaj? Ker prehitro padem noter. In zakaj si ne želim, da padem noter? Zato, ker cenim čas, ki ga na ta način pridobim. Tako da sem z temi ukrepi šel iz približno 4 ur zaslonskega časa na 2 uri zaslonskega časa dnevno, ki jih porabim za branje, sprehode, druženje, čas z otroki, z družino. Tako se mi zdi nekako bolj smiselno porabljen čas za pisanje, za vse tisto, kar rad počnem. Odlično. Torej tudi odrasli in to strokovnjaki na tem področju si moramo postavljati sami sebi meje, če ne nas zanese. Kaj šele otroci, in mladostniki, ki enostavno tega notranjega kompasa ne morejo imeti. Zato smo mi odrasli tisti, ki moramo tukaj pomagati in poskrbeti za to. Pa celo pazite to, Nir Eyal, avtor knjige Hooked, ki je postala priročnik za snovanje omrežij, kakršno je Instagram, tam okrog leta 2010, govorim malce na pamet, jo je objavil, še malce prej se mi zdi, potem so jo vsa ta omrežja vzela kot neko sveto knjigo skoraj, kako je treba zasnovati ta kavelj, na katerega se zahaklamo, da nas držijo potem čim dlje noter, z raznimi triki. Od nenehne časovnice, do všečkov, ki jih na začetku na Facebooku sploh ni bilo, do vseh trikov, obvestil, tistih zvončkom, ki nas premamijo, da pogledamo na zaslone. No, avtor te knjige Hooked je ugotovil potem kakih 10 let kasneje, da se je ujel v lastno zanko.
da je on postal zasvojen z potisnimi sporočili in kdaj je to ugotovil, kdaj se je res zamislil nad sabo, ko mu je njegova hči, stara kakih 5 let, ga je spraševala neke pomembne stvari, zanjo pomembne in tudi so pomembne. Nekaj takega kot: "Ati, pa kdo je tvoj najljubši superjunak?" In on je ravno takrat dobil potisno sporočilo, tisti ping na telefonu, in potem je rekel: "Čak, sama." In začel odgovarjati in poslal, pogledal, nje ni bilo več. Šla je. In zamudil je ta ključen trenutek, ki je res bistven, da pogledaš svojega otroka v oči, ko ti želi nekaj pametnega sporočiti ali pa pomembnega povedati. In podobna je scena recimo tudi na šolskih prireditvah. Kaj se nam tam dogaja, ko otroci pojejo, nastopajo na odru, imamo starši kar nek tak pogojni refleks, takoj ko naš odpre usta, že dvignemo telefone in ga snemamo in se smehljamo v bistvu lastni podobi na zaslonu, odsevu na zaslonu, namesto da bi takrat gledali svojega otroka. In otrok ve, da ga starš ne gleda, in to vidi. In mislim, da zamujamo res pomembne trenutke, tudi na športnih prireditvah. Na planici recimo, ko nekdo skoči, ja, glejte ga, zakaj bi ga takrat snemali? Saj so tam kamere, saj so profesionalci, ki bodo vse to posneli. Zakaj bi moral vsak trenutek, vsak hip ovekovečiti in spregledati vsak pomemben trenutek, ki se ti zgodi v življenju? Tako da, kar priporočam je, čim večkrat glejte z lastnimi očmi to, kar se dogaja okrog vas, ker ga ni bolj pomembnega kot to, da si ustvarjamo lastne spomine in lastno mnenje o neki prireditvi, gledališki predstavi, športni prireditvi in vsem drugem, kar se lepega, prijetnega, zanimivega dogaja okrog nas. Da zares doživimo tisto izkušnjo v tistem trenutku, a ne? Ne, da potem kasneje gledamo, ponavadi sploh ne gledamo teh posnetkov. Pa kdo bi vse to gledal? Pa tudi ne natisnemo več teh fotografij. Vsi pravimo, ja, pa se nekega dne bomo pa vse to natisnili. Se tudi pri nas doma, ne vem, koliko albumov bi že zdaj imeli. Ampak mislimo, da so to trajni spomini. Ampak to so dejansko spomini, ki ostanejo v lasti nekega zasebnega podjetja. Bodi si Google, bodi si Mete, ki si lasti Facebook. Mislimo, da tam nastaja nek trajen arhiv. Kaj pa, če to podjetje nekega dne zapreš ta cuno pa reče hvala lepa, nasvidenje, ali pa da še prej rečejo mogoče, se lahko dobite pa svoje fotografije nazaj, preden zapremo, ampak boste plačali 1 evro po fotografiji, pa 10 evrov za tiste poročne, pa 30 za razgaljene mogoče. Tako da lahko si nekaj takega spomnijo, ne? Ker to niso fotografije, ki so naša last. To so fotografije, ki so naložene v oblak zasebnih podjetij. Tega se moramo zavedati. Hkrati izgleda, da smo v dobi socialnih omrežij neverjetno povezani z ljudmi iz celega sveta. Pa vendar, že prej ste omenjali, najbolj osamljeni do sedaj. Težave v duševnem zdravju so v porastu, depresivnost, anksioznost, poškodbeno vedenje in tako naprej. Se pravi, nekaj se dogaja in ta vpliv je zagotovo negativen. Ne moremo seveda čisto vsega pripisati verjetno socialnim omrežjem, pa vendar po mojem mnenju igra zelo, zelo pomembno vlogo. Mislite, da po vaše obstaja še kaj upanja, da se ljudje, tako kot se midva zdaj, gledajo v oči, da se prijetno pogovarjajo, nasmejijo, klepetajo, se imajo fajn in da se malo odmaknemo vsi skupaj od vseh zaslonov? Sam sledim razvoju omrežij tudi raziskovalno približno 20 let, pravzaprav odkar sem se tudi priključil na Facebook, že prej kot rečeno na IRC. In kar se je zgodilo, je dejansko proces, ki mu Cory Doctorow v knjigi Enshittification pravi zadrekovanje. Pač zasrala so se. In to se zgodi številnim digitalnim rešitvam in postopek je skoraj vedno enak. Najprej delajo ta omrežja za tako imenovane uporabnike, torej za nas, nam skušajo ugoditi, nas povezati, kot so na Facebooku obljubljali, da bodo povezali vse ljudi po svetu. No, potem se zgodi druga faza, ko začnejo uporabnike izkoriščati in začnejo delati za svoje poslovne partnerje, nam kazati oglase recimo. Potem pride tretja faza,
ko začnejo izkoriščati še svoje poslovne partnerje in uporabnike in želijo ves dobiček zase, vključno seveda z našimi podatki. In potem je tu četrta faza, ko smo vsi do vratu v greznici. In ko govorimo o socialnih omrežjih, se nam je zgodilo točno to. Do tu smo v greznici in zaradi njih smo postali paradoksalno manj socialni. Torej reče se jim socialna omrežja, ampak zaradi njih smo bolj osamljeni kot kadarkoli. Imamo, pazite, inflacijo prijateljev. Jaz imam na Facebooku 5000 prijateljev, ampak teh ljudi sploh ne poznam. Mogoče ste vi moja prijateljica, nimam pojma. A ste? Mislim, da nisem. Še pa bova. Sam ne vem, jaz mislim, da sem že tam na robu s temi prijatelji, ne? Pa imam pa sledilce dalje. Ne? Ampak kaj sem hotel reči? Imamo inflacijo prijateljev in hkrati devalvacijo tega pojma. Torej, cel kup navideznih prijateljev, ki jih sploh ne poznamo. In kar se nam pa dejansko dogaja, pa je, da namenjamo vse manj časa druženju v živo, iz oči v oči, kar je spet bolj opazno pri tej generaciji Z, pri nekoliko mlajših. In v tej starostni skupini je tudi padel čas druženja od 160 minut dnevno pred 20 leti na približno 50 minut danes. No, to pomeni, da se 2,5-krat manj mladi družijo. In vse to vpliva na občutek, da smo sami. In kaj se dogaja zdaj? K komu se zdaj zatečeš? Ja, k ChatGPT-ju po nasvet. ChatGPT pa je vedno tam, ne? Ti vedno odgovori in želi ugoditi vsem. Zdaj smo pri ChatGPT-ju v prvi fazi, ne, ko dela še za uporabnika. In ChatGPT ti tudi vedno nekaj pritrdilnega pove, ne? Mislim, nekaj dobrega, pozitivnega. In to se nam dogaja, no? En zelo zanimiv proces. Namreč, da smo začeli imeti parasocialne odnose, razmerja z digitalnimi agenti, kot jim pravijo. ChatGPT recimo. To je zdaj naslednja faza. Na omrežjih, ne, na Instagramu recimo, smo tudi imeli in imamo še vedno parasocialna razmerja. S Kim Kardashian. Recimo, midva s Kim Kardashian imava razmerje. Mislim, jaz ga imam z njo, ona pa ne z mano, no, če smo natančni. Zato, ker pač jo jaz sledim po Instagramu, ona pa mene ne. Ona ima 400 milijonov sledilcev, in jaz sem eden od njih, ker pač tudi te pojave raziskujem in me zanima, kaj Kim Kardashian objavlja. No, ampak tudi to je parasocialno razmerje, ampak naslednja faza v teh razmerjih pa je, da imaš razmerje samo še z svojim digitalnim agentom. Z Majo recimo, ki se je meni pojavlja na ChatGPT-ju. Z namišljenim likom, s katerim se lahko zdaj pogovarjam ure in ure, jo zbudim ob 3 ponoči, kliknem na zaslon, pa se bo pogovarjala z mano o čemerkoli in bova klepetala. Tako da jaz mislim, da je to ena najbolj zaskrbljujočih tem, ki se ji moramo urgentno posvetiti danes. Približno tretjina najstnikov po podatkih iz ZDA in Združenega kraljestva uporablja, pa verjamem, da tudi iz Slovenije, uporablja klepetalnike kot nadomestek za prijatelja, za sočuten odgovor, za čustven posvet. In kar se pojavlja zdaj, so že prvi roboseksualci, torej ljudje, ki z digitalnimi agenti gojijo intimne, čustvene, poglobljene stike. Dan, to se sliši strašljivo. Kaj lahko naredimo, da to preprečimo? Da ne postanemo roboseksualci? Da nas vse te faze, ki ste jih zdaj Zadrekovanja ne odplaknejo. Točno to. A lahko karkoli storimo in kaj bi to bilo? Naprimer, kaj lahko starši storijo, kaj lahko storijo mladi, kaj lahko praktično vsi storimo, ker smo vsi v tem, če sem prav razumela. Ja. Ni ga junaka, ki bi rekel, da se ga to ne dotakne. Res je. In zdaj, jaz sem to malo predstavil, poskušal sem vam realno sliko predstaviti. No, res nisem želel skrivati te plati digitalizacije. Hkrati pa še vedno verjamem, da nam lahko digitalne naprave v življenju neizmerno koristijo. Še vedno verjamem v to, da lahko tudi umetna inteligenca, robotizacija, avtomatizacija pomagajo narediti boljši svet. Nam pomagajo delati manj in bolje. In tega si želim, da bi imeli več časa drug za drugega, za druženje. Tako da nisem obupal nad svetom. Kaj pa lahko naredimo? Poglejte, lani recimo smo
februarja, 20. februarja začeli akcijo odklopi.net in se zavzeli za omejitev uporabe telefonov v šolah, kar mislim, da je bil nek koristen ukrep. Julija lani je državni zbor s 55 poslanci za in nobenim proti sprejel novi zakon o šoli, v katerem je vpisana tudi vrstica, v kateri piše, da je uporaba telefonov v šolah omejena in podobnih zaslonskih naprav. Torej, v 4 mesecih smo dosegli to spremembo. Pod peticijo se je podpisali več kot 14.000 ljudi, vključno z predsednico države, in ko pravimo, ne da se narediti nič. Ja, pa seveda se da. Vsak lahko vsak dan naredi nekaj, da je vaš dan boljši in moj dan boljši. In vsak bi lahko ravnal tudi tako kot Ludvik 14. sončni kralj, ko se zjutraj pogledamo v ogledalo in si lahko rečemo, država, to sem jaz. Ker naprej čakamo, ja, država ničesar ne naredi, Evropska unija ne ukrepa. Pa ti si država, ti si Evropska unija, stori nekaj. Za začetek lahko vstaneš iz postelje, namesto da podrsuješ po zaslonu in toneš vse globlje v to greznico. In še enkrat, ne mislim, da je vse, kar kroži po omrežjih, slabo, nikakor. Lahko se pa potrudimo, da so naša sporočila, ki jih mi delimo s svetom, boljša, bolj pozitivna in pokažemo lahko tudi svoje šibkosti in slabe plati. Ni nujno, da je vedno moj svet videti najlepši, najboljši, kot da sem jaz vedno zmagovalec. Dajmo pokazati še tisto, kar je mogoče manj prijetno. Tudi jaz včasih to naredim. Pred nekaj časa sem fotografiral našo kuhinjo, kaka je, pač ne vem, mogoče so otroci kuhali, pa sem potem to fotografiral, pač ta kup posode, ki se že skoraj vali iz umivalnega korita in vse to, kar so pustili za sabo, in objavil to na omrežjih, samo tako za spodbudo drugim. In takrat je zelo veliko ljudi bilo zelo zadovoljnih, da jaz delim neko tako fotografijo, ker sem pokazal, da smo vsi skupaj v podobnih stiskah pogosto. Tako da, dajmo deliti, če že delimo, dobro in slabo, zmage in poraze. In se tudi športniki dobro vejo, kako je s tem. Večina vsakega športa so porazi. Le tu in tam po dolgem nizu porazov, ko nisi prvi, se ni poraz pravzaprav, če si 7. ali pa 15. pridejo pa zmage, tiste, ko stojiš na stopničkah. In jaz mislim, da je prav, če delimo tudi tisto, mi, vsak pri sebi. To je krasen zaključek najnega pogovora, Dan. Najlepša hvala. Hvala vam za povabilo, pa uspešen odklop vam, športnikom in gledalkam, gledalcem. Sam iskreno, če ko sem skakal, nikoli nisem bral komentarjev pod objavami, pa tudi če sem vedel, da bojo pozitivni, zaradi tega, ker couch selektorji niso tisti, ki bi lahko krojili tvoje življenje, ampak so to tisti ljudje, ki so okoli tebe vsak dan, se pravi tvoja družina, trenerji, partner, otroci. In jaz mislim, da socialna omrežja, tukaj je treba si malo rezerve vzeti, pa vsem športnikom globoko na dušo polagam, da naj se vzdržijo branja komentarjev, bodi si to na ostalih spletnih straneh ali pa na svojih socialnih omrežjih. Prikaz prepričanja. S Tijo Malovrh, mlado nordijsko kombinatorko, bova danes na primeru prikazali, kako spreminjati nekoristna prepričanja, tako da nas bodo manj ovirala pri nastopu. Izbrali sva izkrivljeno prepričanje: če bom na tekmi neuspešna, bodo drugi mislili, da sem slaba. Tija, skupaj bova ugotavljali, ali je misel, ki te tako zelo obremenjuje, tudi resnična. Pogosto se namreč zgodi, da ljudje močno verjamemo v določena prepričanja, ampak ta prepričanja ne držijo. Midve sva izbrali prepričanje: če na tekmi ne bom uspešna, potem bodo drugi mislili, da sem slaba. Preden začneva, mi prosim zaupaj od 0 do 100%. Kako močno verjameš, da ta misel drži? Bi rekla, da kar 80%. Še posebej, če kakšna tekma ne uspe, ne gre tako, kot si želiš, da je kakšen slabši rezultat, se pa to v bistvu še poveča. Ok, 80% je kar veliko.
Glede na to, da tako močno verjameš, imaš zagotovo kakšen razlog, ki pravi, da to drži. Ja, razlog, da to drži, so edino moje misli. Okej. Če nič ne gre, če me premaga kdo, ki bi rekla, da me ne, se to pa v bistvu še poveča, ampak da bi bil nek dokaz, da se nekaj lahko spremeni, pa ne vem, če obstaja. Ker še zmeraj treniram, bom dala na vsakem treningu isto od sebe in bo do nekega rezultata pripeljalo. Okej, torej, če te prav razumem, čeprav 80% verjameš, da to drži, ne moreš najti razloga za. Ja, Malo smešno, a ne? Veš, da se to športnikom skoraj vedno zgodi. Ko se tako pogovarjamo, ko jih vprašam, povej mi, pojasni mi, kako da to verjameš, se zmeri zgodi tako, da malo se ustavite, malo pomislite, malo se nasmejite, pa rečete, ne vem, kaj bi to bilo, mogoče samo moje misli. In če nimaš razloga za, kako potem je možno, da tako močno verjameš, da to drži? splet okoliščin misli. Mogoče kakšna slaba izkušnja? Ja, kakšna slabša tekma to potem še nekako povzdigne vse skupaj. A pa so ti drugi ljudje, za katere misliš, da slabo o tebi mislijo, kdaj kaj rekli slabega? Ne, Nikoli. ne, A so ti kdaj nakazali? A veš, včasih ljudi ne rečemo direktno, ampak vseeno pa vidimo, da nekdo o nas slabo misli. mislim, da ne. Tudi ne. A vidiš, zanimivo, noben ni tega rekel, noben tega ni nakazal, pa še vedno mislimo, da to drži. A imaš mogoče kak razlog proti, da to ne drži? Ja. S trdim treningom, da se potrudim vsakič. Mislim, da lahko to misel nekako odženem stran. Okej. Da si povem, da sem dobra, da jaz to zmorem in potem, tudi če je kakšna slabša tekma, bi mogli to nekako prevladati nad to mislijo. Okej, torej ena slaba tekma še ne more pomeniti, da si ti slaba, a ne, če se ti trudiš in delaš. A bi ti, Tija, za druge verjela, da so slabi, če bi bili na tekmi neuspešni? Z druge ne, Za samo druge ne. zase. Samo zase bi to mislila, kako pa to? Ker zase misliš, da si poj slab, če ti nekaj ne uspe. Na druge ne gledaš tako kot nase. Ja, zato pa temu rečemo dvojna merila. Ko gledamo druge, smo mirni, razumski, objektivni. Ko pa gledamo sebe, pa smo, tako kot si lepo rekla, bolj kritični, tako. Višje kriterije si postavljamo in sebi zelo hitro rečemo, da smo slabi, medtem ko pa za druge rečemo, je imel pač slab dan, se zgodi, vsem se dogaja, vem, da je drugače dober, a ne? Ampak glede na to, da ti za druge tega ne bi mislila, a misliš, da obstaja možnost, da tudi drugi zate tega ne mislijo? Ja, Super. Ker če bi mislili, Tija, to bi ti ziher že povedali. Ali pa nekako nakazali, pa niso, a je tako? Kako pa lahko ljudje izvemo, kaj drugi v nas mislijo? A misliš, da se to da ugotoviti? ja, z njihovo govorico telesa, če bi nam povedali to. Super, točno tako. Se pravi na dva načina. Ali nam to povejo, a ne, mi jih lahko vprašamo, ali nam povejo sami, ali pa sklepamo iz njihove govorice, a ne, iz njihovega vedenja. In kaj ti vidiš od teh drugih ljudi, za katere te skrbi, da slabo mislijo? Da me ob neuspehu podprejo, me potolaže, če je treba, ob uspehu me pa v bistvu spodbujajo, so isto veseli zame. Super. Torej, iz vedenja vidiva, da očitno dobro mislijo o tebi, a ne? Ja, še vedno, tudi če je bila kaka tekma manj uspešna, še vedno so tukaj zate, še vedno te spodbujajo, trener te še vedno popravlja, starši te še vedno vozijo na treninge, a ne, te objamajo na koncu, ne glede na rezultat, in s tem ti dajo vedeti, da dobro mislijo o tebi. Kaj misliš? Ja, In zdaj, ko sva se vse to pogovorili, a še vedno verjameš 80%, da drugi mislijo, da si slaba, če si na tekmi neuspešna?
Ne. Ne. Koliko pa še verjameš v to? Čist malo. Čist malo, ok, odlično. In kaj misliš, kaj bi se sedaj zgodilo, zdaj, ko si manj obremenjena s to mislijo, a bi ti bilo lahko kaj lažje? Ja. Ja, a bi lahko lažje skakala, bila bolj sproščena, lažje tekmovala, tekla? Bi ja. Pa pomagali bi še, da bi si to večkrat ponovila oziroma da bi nek samogovor, recimo, da sem dobra, da sem uspešna, bi to verjetno še bolj pomagalo. Super, se strinjam s tabo. Namreč misli, ki jih mi več let mislimo, postanejo precej bolj zakoreninjene in ko jih midva zdaj spreminjava, ne gre to tako čez noč, da se spremenijo, ampak moramo na tem dolgo delati, da začnemo verjeti nekaj drugega. Tija, hvala ti, da si bila moja gostja in da si mi pomagala demonstrirati, kako izgleda spreminjanje mišljenja. Torej, ni vsaka misel resnična. Pri preverjanju si lahko pomagamo s vprašanji, kot so: kakšne dokaze imam, da ta misel drži? A imam kakšne dokaze proti? A so mi drugi to že rekli? Mi morda nakazali? Če so, a je možno, da se motijo? A bi jaz za druge v podobni situaciji tako mislila? Če ne, kaj drugega bi mislila? A mi ta misel pomaga ali mi bolj škodi? Psihološki SOS. S Petrom sva odprla temo pripisovanja vzrokov za uspeh in neuspeh. Manj samozavestni športniki uspeh pogosto pripisujejo zunanjim dejavnikom. Slabša konkurenca, sreča, dober dan. Neuspeh pa sebi. Sem slab, nesposoben, ne zmorem, se nisem potrudil. Tak način razmišljanja zavira razvoj samozavesti. Pomembno je, da športnik prevzame odgovornost, a hkrati ohrani objektivnost pri ocenjevanju svojega nastopa. Povezava med samozavestjo in uspešnostjo psihologe že dolgo zanima. Manj samozavestni športniki pogosto vnaprej pričakujejo neuspeh, spremlja jih več skrbi in so pretirano samokritični, kar vodi v slabši nastop. Bolj samozavestni športniki pa pogosteje pričakujejo uspeh, si postavljajo realne cilje, imajo manj skrbi, boljšo predstavo in so manj kritični do sebe. Zato se z več energije lotevajo zahtevnih nalog in so pri tem tudi uspešnejši. Ciljna ravnina. No, pa smo h koncu pripeljali tudi to epizodo. Slišali smo številne in dragocene izkušnje naših športnic in športnikov ter spoznali, kako družbeni pritisk vpliva na naše razmišljanje, samozavest, nastop in seveda tudi na rezultat. Kot so nam svetovali, si bomo sedaj privoščili kratek odklop. Naslednjič nas čaka zadnja in prav posebna epizoda. Pisala se bo zgodovina, naše skakalke bodo prvič skočile na planiški velikanki. Še predtem pa nam bodo zaupale, kako se počutijo. Bodite z nami.